kakšen večer je bil to v Ljudskem vrtu. Zmaga 3-0 proti Poljakom, so prirediteljem prihodnega evropskega prvenstva. Naši reprezentanti so prikazali eno najlepših predstav v zgodovini slovenske izbrane vrste, hladnokrvno izkoriščali napake in pomanjkljivo zbranost gostov, blesteli s podajami in dobrimi zaključki, tako kot Mišo Brečko in Zlatko Dedić v 13. minuti, tako kot Zlatko Dedić, Andraž Kirm in Milivoj Novaković v 45. minuti in naposled Milivoj Novaković, Andraž Kirm in Valter Birsa v 62. minuti. Naši so še lahko zmagovalci skupine, medtem ko je uvrstitev v dodatne kvalifikacije odvisna le od varovancev selektorja Matjaža Keka samih. Reportažo ob dogajanju v Ljudskem vrtu je pripravil Aleš Potočnik. 10 dni priprav, težka prijateljska tekma z odlično Anglijo, poškodba cesarja in srečanje za obstoj južnoafriških sanj. Dovolj razlogov za zamišljen obraz selektorja Matjaža Keka. Toda v sredo je bil njegov dan. Nenazadnje tudi njegov rojstni dan. Reprezentanti so njegove zamisli natančno prenesli na igrišče. Ja, odigrali so tako, kot smo se dogovorili, odigrali na takšnem nivoju, kot je potrebno, da premagaš Poljsko na tak način, kot smo mi danes premagali. Slovenci so v prvem polčasu povsem nadigrali Poljake. Priložnosti je bilo veliko, toda tokrat so bile izkoriščene. Takrat, ko je bilo to najbolj pomembno. Že v 13. minuti je zadel Dedić. Še na drugem dvoboju obeh reprezentanc je bil uspešen. Vratar Boruc pa je dodal še eno črno piko svojemu nogometnemu življenjepisu. Danes je bilo težko igrati proti nam, kajti mi smo bili res danes v vseh pogledih vrhunsko pripravljeni, in psihično, in fizično, in dali smo vse od sebe, zelo smo dobro odigrali taktično, tako da danes kdorkoli bi se znašel proti nam, bi bilo verjetno težko, ko smo igrali doma pred našo publiko. Tako da Poljaki so pač odigrali svoje igre, ni jim uspelo in hvala Bogu, da jim to ni uspelo. Že v sodnikovem podaljšku prvega dela igre pa se je po mučni poškodbi po Kirmovi natančni podaji vrnil strelski kralj Novaković. Vidi se, da nisem še na ta pravem nivoju, ker 3,5 meseca nisem igral, to se vidi in to se opazuje tudi pri sprejemu žoge in po napakah mojih. Sem eno solidno tekmo odigral, ampak seveda nisem na tem nivoju, ki bi mogel biti, ampak z vsako tekmo bo boljše in lahko sem zahvalen za selektorja za priložnost, ki mi je dal, da igram in upam, da bom tudi uresničil v prihodnosti. Ko pa je v drugem polčasu po sjajni akciji zadel še Birsa, je bilo jasno, da Slovenija srečanja ne more izgubiti. 27 tekem v dresu z državnim grbom je Primorec čakal na svoj trenutek. Na koncu konca sploh to ni pomembno. Pomembno, da smo danes vsi skupaj bili pravi, da smo osvojili tiste točke, ker smo jih nujno rabili, če smo hoteli čelati na slovenskem prvenstvu in to nam je tudi uspelo. Težko je bilo v sredo biti navijač Poljske, še težje selektor te razglašene reprezentance. Toliko lepše pa je bilo biti privrženec Kekove vrste, ki je v Ljudskem vrtu v teh kvalifikacijah ostala neporažena. Ob tokratnih vragolijah Slovencev v napadu pa še posebej veseli, da je na dosedanjih 8 tekmah obramba prejela le 4 zadetke. Tudi proti Poljski je bila zadnja vrsta na čelu z vratarjem Handanovićem zanesljiva. To se pravi, da so vsi moji soigralci zelo dobro opravljali svoje delo, če sem zanimivo drugega. In res, igralci so igrali fantastično tekmo, nadzirali smo potek tekme, tudi sama koncentracija je bila prava. Mogoče kakšnih 10 minut smo malo padali, ampak tako se tekme igrajo. S pomočjo publike smo še enkrat dokazali, da v Ljudskem vrtu vsaki ekipi je težko. Mislim, da je bila atmosfera že pred tekmo toliko močna, da smo tekmo praktično že v avtobusu zmagali. Igrali smo tehnično dovršeno, Poljaki se pač niso priborili nobene prave šanse, da bi grozili naša vrata, tako da zadevali smo, imeli prave kontre, pol kontre. In to je to. Sigurno želimo zmeram igrati tako dobro, ampak to ni igrica na PlayStationu, ki zmeram vse tako, kot si človek zamisli, ampak dosti smo imeli super željo. Čutili se je cel teden, recimo, da res hočemo zmagati in to smo pokazali na igrišču tudi. Pot do končnega uspeha do Južne Afrike bo za naše še izjemno dolga. Toda selektorjeva želja se je uresničila. Vse do zadnjega bodo njegovi fantje ostali v boju za svetovno prvenstvo. Mi moramo zdaj ostati na trdih, realnih tleh, mi moramo se zavedati, kaj lahko postorimo še boljšega, dobro pripraviti operativno pot v Bratislavo in potem v San Marino. Mi imamo zdaj 2 gostovanja, na gostovanjih
nismo niti slučajno še toliko prepričljivi kot v neosvojljivem Ljudskem vrtu in to je naša naloga, mi se te naloge zavedamo, zavedajo se fanti in tukaj ni kaj za filozofirati. Do 10. oktobra, ko bo na vrsti tekma s Slovaško, pa lahko uživamo v novem obdobju slovenske nogometne evforije.